pozdravljeni iz 49. tradicionalne šuštarske nedelje. Kot pravijo organizatorji v organizaciji Turističnega društva Tržič in pa občine Tržič, tukaj je tradicija in ostaja. Vsako leto je bogata ponudba na stojnicah, tudi letos zelo raznovrstna, letos pa jo je obiskal tudi sam predsednik države Borut Pahor. Kaj vas je pripeljalo danes v Tržič? Ja, čisto po pravici bom povedala Firbec, ker še nikoli nisem bila in sem rekla, enkrat grem pa pogledat, ne. Ker je vedno istočasno Ribenca pa Tržič, ne, in pol greš v Ribenca, po Tržič ne moreš, ne, danes pa rekla, grem po Tržič. Kakšni so vaši občutki po Cesti Svobode, zdaj, ko se sprehajate tukaj? Jaz nimam nobenih slabih občutkov. Ste kaj kupili, kakšne čevlje? To bom pa še pogledala, to pa še ne vem. Tržič ostaja šuštarska tradicija. Saj prav, ne ostane šuštarska. Tamle me je ena gospa vprašala, če sem kdaj delala v Pekotu, da rabijo izkušene starejše ljudi. Ampak sem rekla, žal ne. Zdaj pa k mikrofonu najprej vabim predsednika Turističnega društva Tržič, gospoda Petra Mikliča. Torej, gospod Peter Miklič, povejte nam, tole je 49. šuštarska nedelja. To nam prinaša tradicijo, zelo lepo tradicijo in pa tudi nekaj novosti. Kaj bo novega letos, kaj si lahko obetamo? Ja, tako je. Lep pozdrav, seveda mi je veliko čast gostiti tudi gospoda predsednika republike. 49. šuštarska nedelja se vodi proti 50. Začeli smo že 3 leta nazaj z novim sloganom Ohranjamo tradicijo. Nas veseli, da še vedno šuštarska je praznik šuštarije. Upamo, da bo to vedno bolj in bolj. Kljub najlepši usodi peka, mislimo, da ta duh čevljarstva šuštarije v Tržiču še vedno obstaja. Mogoče je majčken tak skupen zagon nam manjka, ampak upam, da bo to do 50-letnice in da bo šuštarska res praznik slovenske šuštarije, ne samo tržiške. Ja, lep pozdrav. Kot vidite, vzdušje je lepo, sonce je. Gospod predsednik Slovenije je ravno kar odšel, tako da sejem živi. Ste pričakovali tako visok obisk? Ja in ne, ampak sej, hvala Bogu, v Tržič vsi vabljeni, to je praznik za Tržič, to je praznik, upam, ali pa da nekoč bo slovenske šuštarije, tako da vsi vabljeni. Predsednik obiskuje sam prireditve, ki so pomembne, prireditve, ki povezujejo in združujejo. Zadovoljen sem, da ga lahko pozdravimo v naši sredini. Za uvod bi mu namenil mogoče misel našega največjega tržiškega pesnika Toneta Pretnarja, ki je nam zapisal recimo tole čudovito misel, ker smo mesto, ki živi ob sotočju, takole gre, napajata dve vodi isto strugo, gozdove, loke, polja vodenita. Koliko razstavljavcev se letos predstavlja? Letos imamo okoli 130 razstavljavcev, tako da nas veseli. Kakšne par jih je več kot lansko leto, tako da sejem je živ in upamo, da res drugo leto za 50-letnico, mogoče res vse slovenski praznik čevljarjev. Ponudba je zelo pestra, vsake stvari pomalo. Ponudba je pač sejemska in mora biti tako. Zdaj veseli nas, da je tudi kakšen čevljar več, pa seveda tako kot na sejmu, od kulinarike do vseh ostalih stvari. No, tako kot se na sejmu šuštarske nedelje spodobi, je poskrbljeno tudi za jedačo in pijačo in zabavno glasbeni program. Ja, dogajanje na glavnem odru je pester, glasbene skupine preko celega dne do 5. ure in potem še po vseh lokalih naprej. Gostinci pa tudi, to je praznik tudi za njih, tako da vsak ponuja tisto, kar mu je najboljše. In letošnja posebnost je ponovno plezanje na mlaj? Plezanje na mlaj, zdaj hitimo tja, prišli visok obisk tudi iz Mozirja, 30, eni od njih so profesionalni plezalci na mlaj, tako da vidimo, kako se jo Tržičani pomerili z njim, pa po moje bo zelo zanimivo.
Prihajate vsako leto ali ste od blizu? Smo iz Tržiča, ja, tako da smo vsako leto naredimo kakšen krog. In kje kupujete čevlje? Ja, to pa tukaj bolj malo, no, ponavadi med letom že. Po celi Sloveniji, no, po Kranju, Tržič. Kaj menite o tradicionalni šuštarski nedelji v Tržiči? Ja, da je vsako leto manj štantov, no, se mi zdi, da je bilo včasih več, zdaj pa vsako leto je manj teh štantov, pa ljudi pa kar veliko, no, tako da je fajn je prideti malo pogledati, kaj se dogaja. Ajde, boš kaj povedala? A boš kaj povedala, kaj? Dej reči živja? Ne. Živjo, živjo. Pa dej papa, reci papa. Mahaj. Kameri. Dej tukaj Tam kameri, tam. Temu stričku. Prijazen dober dan, dobrodošlica na 49. šuštarski nedelji. Vidite, da smo v Tržiču dilemo, ali tudi po peku šuštarska ostaja ali ne uspešno razrešili. Šuštarija v Tržiču ima nekaj stoletij zgodovine pred nastankom tovarne Peko, tudi je in bo tudi v bodoče, tako da vidite, odziv ljudi je dober, obisk izjemen, v vreme razpoloženje, dobra volja tudi, tako da bomo tržiški šuštariji skušali dati nove vsebine. Prvi vzpodbudni rezultati so že tu, uspešno delo kar nekaj naših obrtnikov, pa ne nazadnje tudi najem prostore gospe Ali Virjent, pa priprave kooperative so tiste, kar zanimanje drži vroče in pa zagotovo obeta za naprej. No, s svojim obiskom vas je presenetil tudi sam predsednik države, Borut Pahor. Ja, res je, s predsednikom smo se za obisk dogovorili v petek, veseli smo in pa ponosno, kajti predsednik obiskuje prireditve, ki imajo neko težo, nek pomen, ki združujejo, povezujejo. Njegov obisk vidim kot podpora čevljarstvu v Sloveniji, kot podpora vsem tistim, ki se trudijo za to, da ta dogodek obstane še naprej. Ne nazadnje sva se sprehodila ob številnih stojnicah domače, tržiške in slovenske obrti. Kupilo se je tudi nekaj hrane slovenskih proizvajalcev in veseli in ponosni smo tega obiska, ki sovpada tudi z razstavo ob 40. obletnici Tržiške podjetniško-obrtne zbornice. Sedaj pa, drage dame, dragi gospodje, s spoštovanjem k nagovoru vabimo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Dobar dan, lep pozdrav vsem. Spoštovani gospod župan, visoki gostje, gospe in gospodje. Vedno, ko kdo pride v goste na sejem, pričakuje, da kaj dobi. Jaz sem se pa tokrat odločil, da nekaj prinesem. V luči 25. obletnice ustanovitve naše države sem se bil lansko leto ob 25. obletnici plebiscita odločil, da v znak hvaležnosti posameznikom in skupnostim, ki prispevajo k temu, da se med nami gradijo mostovi, da gradimo in krepimo med nami tisto, kar nas povezuje, da gojimo tradicijo našega narodnega značaja, da tistim, ki se borijo za solidarnost in sožitje, zato, da nam je bilo v naši domovini eni in edini lepo, da se nihče ne bi čutil izrinjen, da bi videli tako preteklost kot prihodnost, podarim v znak hvaležnosti slovensko zastavo. Slovensko zastavo, znak naše enotnosti, znak naše pripadnosti. Odločil sem se, da na predvečer 50. obletnice tega imenitnega šuštarskega sejma, mogoče se kakšnemu od vas, tako kot se je meni pred časom zdelo, da je 50 veliko, zdi to zelo veliko, ampak potem sem se spomnil, da jih imam jaz malo več kot 50 in se mi ne zdi več tako zelo veliko. Da v času, torej na predvečer takega imenitnega jubileja, gospodu županu Sajovicu, kot aktualnemu županu, vsem njegovim sodelavkam in sodelavcem, vsem ljudem tukaj v Tržiču, ki tako pridno že pol stoletja skrbijo za ohranjanje te tradicije, v znak hvaležnosti moje države, vseh naših ljudi, dam to zastavo za željo,
da bi se ta tradicija nadaljevala. Taka tradicija, kot je danes, je vedno v modi. Vidite, da prihajajo z vami tudi vaši otroci, vaši vnuki. To pomeni, da se bo to izročilo, ki je del naše naravne in zlasti kulturne dediščine, ohranjalo tudi naprej. In to nas na nek način kot starše in stare starše pomirja, da se vendarle nekatere stvari v življenju ne spremenijo in da ostanejo enako dobre in še boljše. S to željo, da bi bilo temu tako, da bi danes vsi preživeli tukaj v Tržiču imeniten, prekrasen dan, vam voščim vse najboljše, gospod župan, vas pa prosim, da vam lahko predam to zastavo z najboljšimi željami. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik, z veseljem jo bomo izobešali, stalno pa nosili v srcu, v spomin na našo državo, ki jo gospod predsednik uspešno zastopa in vodi. Srečno! Kakšna je vaša ocena ob 49. šuštarski nedelji? Ja, 49. šuštarska nedelja glede na lepo vreme, na izjemen obisk zagotovo uspeva. Zavedamo se pa določenih težav, določenih pomanjkljivosti, ki jih bomo v naslednjih letih skušali še odpraviti in se še bolj približati tako tistim, ki ponujajo dragoceno robo na stojnicah, kot tudi tistim, ki so naši zvesti obiskovalci stranke. Skušamo jim predstaviti tudi zgodbo tržiškega turizma, od nočitvenega dela do gorskega kolesarjenja, čudovitih planin in pa ne nazadnje, za nami je tudi, vidite, Gorenjska plaža. Ne glede na kislo letošnjo poletje beležimo izjemen obisk in mislim, da se bo številka ustavila tam nekje okrog 20 tisoč, kar je 2000 kopalk in kopalcev oziroma prodanih kart nad planiranim obiskom. Prisrčno pozdravljena direktorica Tržiškega muzeja Jana Babščak tukaj na 49. šuštarski nedelji v Tržiču. Lepo pozdravljeni. Kako ste vi pripravljeni na ta trenutek današnji? Pred dnevi ste odprli razstavo v Hurnikovi hiši. Ja, pač za nas je to največji praznik, tudi za nas, za muzej. Ta šuštarska nedelja se naslanja na tradicijo, na angelsko nedeljo, včasih, ko so pomočnike povzdignili v mojstre, in takrat je bilo pač po vsem Tržiču slavje in sejemski dan, in danes je še vedno tako. Mi pač smo pripravili veliko stvari za otroke, se pravi detektivsko pot, igre na vrtu, potem tudi ustvarjalne delavnice. Vsi naši kustosi so prisotni in vodijo, kogar želi po zbirkah, po razstavah, in jim povejo vse podrobnosti, kar želijo vedeti o tržiški šuštarski tradiciji. Skratka, v bistvu za nas je to dan, praznik, kot tudi za vas Tržič. Prijete vsako leto v Tržič? Zdaj kar nekaj let redno, ja. Kaj izbirate? Vse se ogledamo, čisto vse, nič kaj posebnega. Če pa kaj najdemo, da je primerno, pa vzamemo. Kje prihajate? Recimo, da iz Kranja, okoliš Kranja. Z družino? Samo mi dva. Vsako leto pridete na šuštarsko? Ne. Ne? Zakaj ste danes prišli? Lepo vreme, pa malo da vidimo, če se kaj dogaja. Boste kupili kakšne čevlje? Mogoče.
Jernej Kosmač, vi se že tradicionalno predstavljate, kako ne, saj ste doma iz Tržiča. Letošnja 49. šuštarska nedelja predstavlja nekaj novosti. Ne mislim biti posebej pomemben, ampak 5 novih novosti sem predlagal. In sicer je prvič plezanje na mlaj. Leta 1813 so bili pri nas Francozi v Tržiču in so postavili mlaj in lezli na mlaj. Ta zadnji francoski vojak je lezel, je pa mlaj namazal z mastjo in Tržičan niso mogli gor priti, zato niso hoteli. Naslednjo leto, 1812-13, so ponovili in takrat pa ni bilo te, kako preko lumparije in je tudi par Tržičanov uspel. Več 10 let sem se prizadeval, da to obudimo. Spomin na francosko zasedbo Tržiča, na francoske vojake, ker tudi francoski vojak je imel svojo misco pred svetom Andrejem in je tržiški šuštarje naučil bijanje od platov z cveki. Druga novost je, imamo 250 let maršala Radeckija. Zato imamo posebno sobo tamle. Tretja novost je Potička. Tržičani so v zahvalu za maršalu Radeckiju poklonili kostanju v Potičko. On je bil toliko dobrotnik in so mu to za to dali. To so, kako bi rekel, potem je pa še zadnji obisk maršala Radeckija v šuštarsko delavnico, je prišel k čevlarje, moj čevlar posodil nekaj na Radecki, na zadnje čisto božo, je bil brez denarja in je poklonil. Eno kratko vprašanje, prosim. Kakšno je povpraševanje po čevljih? Moram reči, da kar veliko. Gre pohodna obutev, športna obutev, tudi modna, tale znižana, jemljajo vse zadeve. Se pozna, da Tržič slovi po šuštarski tradiciji? Se pozna, da. Menite, da se vrača kljub temu, da je peko zaprt, da ljudje prihajajo po čevlje v Tržič? Čeprav nas je malo ostalo, moram reči, da tisti, ki pridejo, se za vsega nekaj najde. Imate danes kakšno posebno ugodnost? Skoraj vsi artikli so znižani po zelo ugodnih cenah, nekateri tudi več kot 50%. Samo danes ali dalj časa? Sezonske ponudbe so zmeram od poletne, zimske, tako da se zmeram nekaj najde. Vsako leto pridete na šuštarsko nedeljo? Jaz pa že meni se zdi šuštarsko nedeljo povezana še moja hčerka. Mislim, da šuštarsk sem jo dobila po šuštarski. Torej lepi spomini? Ja, lepi da, pa v bistvu nisem Tržiček, majhen dol, ampak pridem na skoraj vsako. Ste se že kaj izbrali tokrat? Ja, tokrat ne, lani sem se kupila, veste, zato, ker letos pa naraven tako. Lani sem se na poroko. Ste prišli z družbo? Ne sama, še mož je doma. Vsako leto pridete na šuštarsko? Ja? Vsako leto, ja. Smo blizu, pa pridemo, ja. Zato, ker je to tradicija, ker je šuštarija v Tržiču doma?
Ja, največ zaradi tega, ja, da se to naprej malo ohranja, ne? Naj to malo ostane, a ne? In danes vas je pripeljalo lepo vreme? Lepo vreme, ja, točno. In preživeti prijetno nedeljo. To je to. Tako želimo tudi mi. Hvala. Dušan Podrekar, že tradicionalno tudi kuhanje bržol na šuštarski nedelji v Tržiču. Koliko ekip je tokrat? Letos so samo 4 ekipe, žal. Vabili smo vse društva, vse, ki se v Tržiču s čim ukvarjajo, pa očitno nimamo sreče. Tako da mogoče upamo, da bo tukaj kaj boljši, drugače bomo pa videli, kako bo vso zadevo naprej. Ali bo ocenjevanje potekalo pod strogim očesom komisije? Ja, tekmovanje poteka pod strogim očesom komisije gospoda Zalarja. On je kuhar, dela v Astoriji, že kar nekaj let je vodja ocenjevalne ekipe, zelo strog, korekten in nepristranski, tako da so pa neozmeraj zmagajo res tiste bržole, ki so najboljše. Šuštarska nedelja je tradicija, prav tako pa tudi tržiške bržole. Kako jih skuhate? Ja, takole, da bom celega recepta govoril, ker bo predolg, preprosto. Čim bolj stara ovca, veliko čebule, dober vin, brinje, še traj ne sme manjkati, to je glavna začimba bržol, sol, poper, potem pa se vsak še malo sam znajde, kako in kaj, in pa seveda krompir na koncu mora biti tista pika na i. Kaj čaka najboljšo ekipo? Najboljšo ekipo čaka in hladnega piva, čaka bon za 50 evrov, pa še praktične nagrade imamo, tako da pa seveda normalen pokal, ki ga nesejo s sabo, in pa seveda prehoden pokal, kjer vsako leto vpišemo ekipo, ki je zmagala. Tako da zdaj imamo že 8 jih, naslednjič jih bo že 9. Hvala pa tudi vam, da postrežete našo ekipo, da nismo lačni na šuštarski nedelji. Ja, me veselil, samo da so bile dobre bržole. Drugače jih pa kuhamo v tem kotlu, ki je z leta 53 in se mi zdi, da so ta prave.